Na travnatih površinah športnega parka Tabor se je danes kar trlo učencev slovenskih osnovnih in dijakov srednjih šol. Atletski klub Poljane športno tekmovanje v krosu letos organiziral že 3. leto zapored. To je res tradicionalno dolgoletno tekmovanje, ki je imelo svoje spone in padce in zdaj počasi spet prihaja. Včasih je bilo tudi do 3000, pa je padalo na 500, pa je zdaj smo spet na 1700. V bistvu so otroci iz cele Slovenije srednje osnovne šole, ki so se uvrstili sem na različne načine na predhodnih tekmovanjih in danes bomo videli, kdo je najboljši. Od ostalih atletskih oziroma tekaških tekmovanj se kros razlikuje predvsem po tem, da tekmovanje poteka na travnati površini. Je pa lahko kros ena dobra popotnica za kasnejše udejstvovanje mladih športnikov. Atletika je bazična športna disciplina, tako da iz teh krosistov se bo razvilo marsikaj, nogometaši, rokometaši, košarkari, seveda tudi tekači, atleti. Tako da veseli me, da je toliko ljudi tukaj, da je toliko tekačev tukaj, da so tukaj z nami tudi športna četa Slovenske vojske, Urška Žolnir, Olimpika, tako da otroci tudi lahko vidijo, kaj se da s trdim delom narediti in doseči. Kljub zajetnim travnatim površinam v športnem parku Tabor je marsikaterega šolarja najbolj zanimala predvsem sveže zvaljena površina igrišča v nastajanju. S tem se športni park razvija naprej. Ja, zdaj se gradi igrišče z umetno travo. Do poletja bomo še hladilni stolp v ledni dvorani zgradili, ta je star vsaj 30-35 let, ali še ne več, tako da bo stabilna pridelava ledu. V Mariboru, moče nekateri ne vedo, med prvimi v Evropi naredimo led in potem tukaj tudi trenirajo najboljše evropske hokejske ekipe v poletnih kempih. Tako da Maribor poleti ni samo središče nogometnih poletnih treningov, okoli 30 ekip zdaj že par let vsako leto prihaja v Maribor, ampak tudi hokejisti. Za dodatno motivacijo med mladimi športniki so poskrbeli predvsem vrhunski športniki iz športne enote Slovenske vojske. Najbolj pomembno je, da se sploh otroci samo gibajo. Ni treba zdaj, da samo tečejo, ampak da v bistvu spoznavajo svoje telo, da spoznavajo, kakšne so njihove meje, kaj vse zmorejo, da je ogromno mišic v telesu, ki jih morajo aktivirati, ne samo na nogah. Tako da mislim, da je to tisti bistven in glavni del otroškega razvoja. Ob Urški Žolnir so mlade bodrili še judoistki Klara Potekar in Vlora Bedžeti, alpska smučarja Ana Bucik in Miha Hrobat ter atletinja Maruša Mišmaš. Moj predlog je vsem mladim, naj samo uživajo. Naj uživajo v tako čudovitem dnevu, kot je danes, naj uživajo v gibanju in posledično pridajo potem tudi rezultati. Vrhunski športniki ne nastanejo čez noč. Tekmovalnost na tovrstnih športnih prireditvah pa morda kuje nadaljnje slovenske vrhunske športnike.